Pravkar sem našel to kanalizacijo, ki je polna umirajočih živali, in moja naloga je, da grem noter in jih rešim, ker jim je ostalo manj kot 24 ur življenja. In to vem, ker če vzamemo vzorec vode in ga testiramo, nam pokaže, da je voda strupena in ni primerna za življenje. Zato jih moramo ujeti ven. Morda se sprašujete, kako so vse te živali sploh pristale tukaj? No, vse se je začelo pred nekaj dnevi, ko je prišlo do velike poplave. In veliko živali iz kanalov je ostalo ujetih tukaj, vključno z želvami, kačami, žabami in kupom norih rib. Ker pa nimajo poti za pobeg, je vse odvisno od mene, da jih rešim. Da bi mi to uspelo, sem prinesel kup mrež in pasti za ribe. Vse, kar bomo ujeli, bomo dali v te posode. Vedelo sem, da bomo v kanalizaciji našli kup živali, ampak nisem vedel, da bomo v tem videu rešili več živali kot kdajkoli prej. In vse se je začelo, ko sem vzel svojo prvo mrežo in ujel tole. Kaj je to? Ni mogoče, to je želva. Poglejte to. Želvo smo ujeli že v prvem zajemu, fantje. To je res noro. Nimam pojma, kakšna želva je to, ampak to je naš prvi ulov nocoj. Fuj, ali lula pomeni? O moj bog, mislim, da lula pomeni. Fuj, čeprav je lula v pomeni, ga bomo vseeno rešili. Dodali smo ga v posodo in vse želve, ki jih ujamemo, bomo kasneje v videu odnesli v ribnik. Ampak morali bomo pohiteti, ker nimajo več veliko časa. Poglejmo, kaj še lahko ujamemo. Želva je bila kar kul, ampak imam občutek, da je tukaj še veliko več. Poglejmo. Smo kaj ujeli? O moj bog, kaj za vraga je bilo to? Je kaj tukaj noter? Je. O moj bog, to me je prestrašilo. Nisem imel pojma, da je bil tam noter. To je neka vrsta ciklide. Nimam pojma, katera je. Če kdo od vas ve, katera riba je to, napišite spodaj v komentarje. To je naša prva riba nocoj. To je super. Dajmo jo dodati v hladilno skrinjo. Nadaljeval sem z raziskovanjem kanalizacije in opazil nekaj norega. Ni mogoče, Helen. Poglej to. Na steni je drevesna žaba. Ni ujet v kanalizaciji, zato ga ni treba reševati, ampak to je res kul. Vzel sem naslednjo mrežo in ujel še eno ribo. Imamo še eno ribo. Poglej to. Mislim, da vem, katera riba je to tudi. To tukaj se imenuje afriška metuljasta riba. In te ribe so dejansko precej redke. Zato smo nadaljevali z raziskovanjem, da bi videli, kaj še lahko najdemo. Smo kaj ujeli? Mislim, da smo. Kaj je to? O moj bog, to je res nenavadna riba, fantje. Počakajte, vem, kaj je to. To je vrsta srebrnega dolarja, res kul riba, in to je res neverjetno. Pravkar smo eno ujeli v kanalizaciji. Dodajmo jih k ostalim ribam in nadaljujmo. Naredil sem še nekaj potegov z mrežo, a nisem veliko ujel, potem pa sem nenadoma ujel nekaj norega. Daj no, vem, da sem te videl tam noter. Ja, je to ščuka? To je ščuka, fantje. To je zagotovo najbolj kul riba, ki smo jo ujeli do zdaj. Teh fantov ne ujameš vsak dan. Pravzaprav so precej redki. Do zdaj je bilo to res noro, fantje. Tukaj je bilo veliko rib. Torej, nadaljujmo. Stvari so se začele odvijati. Ujel sem ribe z vsako mrežo. O moj bog, to je riba tamle. Helena, poglej. Je to nožarica? O moj bog, res je. To je res noro, fantje. Kaj je to? Naša peta riba že. Tukaj smo šele 10 minut. In nekatere ribe, ki smo jih ujeli, še nikoli prej nisem videl. Ja, vidim nekaj rib tukaj. Tukaj je ena. Kaj za vraga je to? O moj bog, to je res nenavadna riba. Nimam pojma, kaj je to. Če vi veste, mi pomagajte v komentarjih, ampak to je noro. In tukaj je še ena riba. Vem, kaj je to. To je klonska nožasta riba. To je noro, fantje. Obe najdbi sva dala v hladilnik in nato nadaljevala z raziskovanjem. Težko je. Mislim, da sva nekaj ujela. Kaj je to? Je to Oskar? Mislim, da je to Oskar. To je tako kul. Oskari so ene mojih najljubših rib. In to je eden najlepših, kar sem jih kdaj ujel. Dajmo ga dati v hladilnik in bomo še naprej raziskovali to kanalizacijo, fantje. Tukaj je toliko rib. Ampak bil je en problem. Voda je bila tako zelena, da nisem videl ničesar. Ko pa sem pogledal bližje, sem opazil nekaj velikega. Fantje, vidim nekaj velikega, kar se premika v kotu. Spustil bom mrežo dol in videl, če ga lahko ujamemo. Dajmo, tam je bilo. O moj bog, to je nekaj velikega tam noter, fantje. Ne vem pa, če smo ga ujeli. No, karkoli že je bilo to, tega nismo ujeli, ker je bilo res veliko. Kaj za vraga? Ampak tole smo ujeli. To tam je bel rak. To je res kul. Poglej ga. Ima samo eno kleščo. To je tako žalostno. Belih ne ujamemo prav pogosto. Pravzaprav so precej redki. Tako da je to super. Ampak vrnili se bomo v kanalizacijo, ker sem videl nekaj res velikega in vem, da je še vedno tam spodaj. Zato sem nadaljeval z iskanjem, da bi morda ugotovil, kaj je to. No, smo kaj ujeli? Smo. Poglej, ujeli smo ribo. To ni tisto, kar iščemo, ampak je res kul. Očitno je bilo tam notri veliko rib, ampak to ni bilo edino, kar smo ujeli.
O moj bog, Helen, mislim, da sva nekaj ujela. Tako je težko, komaj ga lahko dvignem. Kaj je to? To je želva. O moj bog, še ena želva. Poglej jo! Vau, ta je veliko večja od prve. Kako si, prijatelj? Tam je. Ta izgleda drugače kot prva, fantje. O želvah ne vem veliko. Vem samo, da ga moramo rešiti. Moramo ga spraviti ven od tam. To je res super. Kako si, prijatelj? Dali smo ga v posodo z drugo želvo. In že z naslednjim potegom mreže sem ujel še eno. Ta pa je bila veliko manjša. To je mlada želva. Je čudovita. Je to ista vrsta kot večje? Nimam pojma, fantje. Napišite v komentarje, katera vrsta želve je to. Dodali smo ga v hladilno skrinjo. Zdaj moramo paziti ne samo na velike želve, ampak tudi na mladiče. S tem v mislih smo nadaljevali z raziskovanjem. Nekaj mora biti tam. Poglejmo, kaj bomo dobili. O moj bog, Helen, poglej tole. To tam se imenuje električno modra akara. Ti fantje so neverjetni. In ujeli smo še eno ribo. Počakaj malo. Nimam pojma, kakšna riba je to, fantje. Zagotovo je neka vrsta ciklide, ampak take še nikoli nisem ujel. Zato komentirajte spodaj, če veste, katera je. Do zdaj je bilo precej enostavno ujeti vse s to mrežo, ampak vem, da so tam spodaj živali, ki bodo prevelike, da bi jih lahko ujel vanjo. Kasneje v videu bom moral iti v kanalizacijo, da se prepričam, da smo vse rešili. Ampak za zdaj sem nadaljeval z raziskovanjem in začeli smo loviti res nore ribe. Kaj za vraga je to? Tukaj imamo nekaj norega, Helen. Za hip sem jih videl. Tukaj je. Prav tukaj. Počakaj malo. To sem že videl prej. Tem ribam pravijo kitajske črtaste loče. Mislim, da je še nismo nikoli ujeli. Tako da je to res cool, fantje. Te ribe so zelo redke. Do zdaj je bila to najbolj nenavadna riba, ki smo jo ujeli. Ampak naslednja je bila še bolj nenavadna. Imam dober občutek glede te, fantje. Imamo še eno ribo. Poglej to, Helen. Kaj za vraga je to? O moj bog, kaj za vraga? Ta je še bolj nenavadna kot prejšnja. Mislim, da še nikoli nisem ujel takšne. Če kdo od vas ve, katera riba je to, veste, kaj storiti. Napišite v komentarje spodaj. V kanalizaciji lovimo veliko rib, ki jih še nikoli nisem videl. To je res super. Zajemal sem še enkrat in tokrat sem ujel nekaj popolnoma nepričakovanega. Kaj je to? O moj bog, Helen. To je žaba. Ne, nobenega pobega. Kakšna žaba je to? O moj bog. Mislim, da je to volovska žaba. O moj bog. Umiri se, umiri se, umiri se. To je res noro. O moj bog. To je ogromna žaba. Videl sem ga plavati na vrhu vode, ampak nisem imel pojma, kaj je to. To je noro. Prav, mislim, da ga bomo dali v posodo. Fantje, komentirajte spodaj, če naj ga obdržimo za hišnega ljubljenčka. To je noro, res. Ne vem več, kaj naj si mislim. Ta kanalizacija je polna živali. Dal sem jih v posodo in s tem norosti še ni bilo konec. Imamo nekaj. Kaj za vraga je to? O moj bog, to je veliko. Ni mogoče, Helena. Poglej to. To je bil velikanski gurami, ena najbolj cool rib do zdaj. Poglejte njegove rdeče plavuti. Je čudovit, res. Wow, ribe so vedno večje in večje. Torej, nadaljujmo in poglejmo, kaj še lahko najdemo. Prav, velika mreža, kar tam. Smo kaj ujeli? Vidim nekaj. O moj bog, tukaj sta dve ribi. Kaj sta to? O moj bog, tukaj imamo hoplo somiča. Ampak ta tip, kaj za vraga je to? Videti je kot som vrste Wells. Sem nor? Zdaj smo že ujeli toliko rib, ampak vedel sem, da jih je tam spodaj še več. Zato smo morali nadaljevati. Daj no tam, prav v kotu. Smo kaj ujeli tam noter? Vsekakor smo. O moj bog, poglej to, Helena. To je ogromen biceps. O moj bog. To je prazgodovinska riba, fantje. Je albino? Ne, ni. Je samo res bled. To je lahko slab znak. Običajno, ko so ribe blede, to pomeni, da so bolne. In kot sem rekel, kanalizacija je strupena. Zato je res dobro, da smo tega tipa pravkar ujeli ven in ga rešili. Tukaj je riba. Tukaj je riba, Helena. Prav tam. Mislim, da ga imamo. Svaga, kaj je to? To je jegulja. Poglej tole. To je noro. Nisem imel pojma, kakšno jegulja je to, ampak zagotovo je bila zelo cool. Zato sva jo dala v hladilno skrinjo in nadaljevala z raziskovanjem. Sva ujela kaj? Zagotovo sva nekaj ujela. Kaj za vraga je to? To je gurami. Poglej to. To je res cool. Sva ujela še kaj drugega? O moj bog, kaj je to? O moj bog, glej, to je rak. O moj bog, to je noro. V kanalizaciji sva v zadnjem času ujela veliko rakov. To je noro. Dodala sva ga v hladilno skrinjo in nato vzela še eno mrežo. Tokrat pa sva naredila res žalostno odkritje. To mora biti še ena želva. O moj bog, poglej to. Ogromna je. Ni mogoče. Helen, prazna je. Ne, to je prazna želvina lupina, ljudje. O moj bog. To je tako žalostno. Poglej to.
Ta želva je tam umrla in zdaj je ostala samo še njena lupina. To je res žalostno, ljudje. Wow. Do zdaj je bilo vse, kar smo ujeli, živo. Ampak ko sem našel to prazno želvino lupino, sem res dojel, da če ne bomo vsega ujeli ven, bodo končali tako kot ta. Zdaj, ko vemo, da tam živali umirajo, smo se vrnili noter, v upanju, da rešimo preostale. Slišim, da nekaj pljuska naokoli. Kaj je to? Poglej to! Poglej to, moj bog! Vem, kaj je to. To tam je tako imenovani leopard ranus, fantje. Dali smo jih v hladilno skrinjo skupaj z ostalimi ribami, potem pa sem svojo mrežo spet spustil dol. Težka je. Tukaj mora biti nekaj notri. Moj bog, to je velikanski cenodonta. To je tako cool, fantje. Poglejte, kako je debel. Obožujem cenodante. Te ribe so res cool. Mislim, da sem videl še nekaj drugega. Ja, poglej to. Ni mogoče. Ellen, dobili smo majhno mladičko pljučarico. Moj bog, je res majhen mladiček. Poglej njegove drobne ročice. To so bile res nore ribe, a naslednja je bila še bolj nora. O moj bog, kaj za vraga je to? Tukaj je bilo nekaj norega. O moj bog, to je klovnska činklja. Še nikoli nisem videl tako velike. Ti so izjemno redki, nikoli jih ne ujamemo. Reševali smo toliko rib, potem pa se je nenadoma vse obrnilo na slabše. O moj bog, Helena, ni mogoče. To je še ena želvina lupina. Ta želvina lupina ni cela, ampak to je zagotovo še ena želvina lupina. To pomeni, da sta tam notri že 2 poginili. Wow, to je res, res žalostno. No veste, kaj to pomeni, fantje? Zdaj se moramo pohiteti, ker imajo te živali morda še manj časa, kot smo mislili. Vzemi veliko zajemalko, gremo. Morali smo. Nekaj smo ujeli tam. O moj bog, ni mogoče. Poglej to, Helena. To je mladiček mehkooklepne želve. Poglejte to, fantje. To je drugačna vrsta želve kot tiste, ki smo jih prej lovili. In dejansko zrastejo zelo velike, ampak ta je še čisto majhen mladiček. Zdaj sem res vesel, da smo ga ujeli, ker če ga ne bi, bi verjetno tam notri poginil. Mreža za mrežo smo lovili vedno več rib, vključno s tem mladičem sladkovodnega morskega psa. Ampak to, kar smo ujeli naslednje, je bilo daleč najbolj strašno bitje do zdaj. Vidim nekaj omrežij. Veliko je. O moj bog, ne, kača je. Kača? Tam notri je kača. O moj bog. Velika? Ne, hvala. Kakšna kača je to? Prav, moramo biti previdni. Lahko je strupena. O moj bog, ne vem, kaj je to. Kot veste, me je kač res grozno strah. In tole je zdaj res strašljivo. Tega res nočem narediti, ampak ga moramo spraviti ven od tu. Rešujemo ga. O bog, o bog, o bog, prihaja. O moj bog, prav. Daj, prijatelj, rešujemo te. Ker sovražim kače, tega tipa zagotovo ne bomo obdržali za hišnega ljubljenčka. Samo izpustili ga bomo, ampak to je noro. Če veste, katera vrsta kače je to, komentirajte spodaj. Upam, da ni strupena. Odločili smo se, da ga izpustimo v travo, a žal to ni bila edina kača, ki smo jo našli. V naslednji mreži sem ujel še eno. O moj bog, Helena, še ena kača je tukaj, poglej. O moj bog, mislim, da ga imamo. Se šališ? Ena za drugo? Ujeli smo jo, poglej to. O moj bog, ta izgleda drugače kot prejšnja. Fantje, nimam pojma, katera kača je to. O moj bog, ne morem verjeti. Ujeli smo 2 zaporedoma. Wow, poglejte to, fantje. Spet nimam pojma, katera kača je to. Mislim, da še nikoli nismo ujeli take. Verjetno jih ne bi smel držati, če ne vem, katere so, kaj ne? Ja, spustili jih bomo tam, kjer smo spustili prejšnjo. Upajmo, da se ne vrnejo in nas ne ugriznejo. Poglej to, odhaja. Kače niso edine strašljive živali, ki jih lahko najdemo. Tukaj smo že ujeli tudi aligatorja, kar pomeni, da bi lahko bil še kakšen. Ampak edini način, da to ugotovimo, je, da raziskujemo naprej. Tako sem vzel še eno mrežo in ujel najbolj noro ribo do zdaj. Ni mogoče, Helen, poglej to. O moj bog, to je ogromen pljučar. Ujeli smo že mladiča, ampak ta je res ogromen. Kako si, prijatelj? O moj bog. To je eden največjih pljučarjev, ki smo jih ujeli v zadnjem času, fantje. To je res neverjetno. Zanimivost o teh ribah je, da prihajajo iz Afrike in lahko preživijo izven vode več mesecev tako, da se prekrijejo z blatom. Res so izjemno zanimiva riba. Dodali ga bomo v hladilnik skupaj z ostalimi. Wow, to je največja riba, ki smo jo ujeli do zdaj. In takoj zatem sem opazil še eno veliko ribo. Je svetlo-rumene barve. Nimam pojma, kaj je to, ampak bomo poskusili ujeti. Premika se, pojdi v kot, tukaj je, imamo ga. Držal se je mreže. Poglej to, to je velik albino pleko, to je res cool. Opazili smo ga že od daleč. Žari rumeno. To tam je zagotovo tu je ribna riba. Dajmo ga dodati v hladilnik in nadaljevati.
Mislim, da sem nekaj videl. Ja, imamo nekaj rib tukaj. Poglej tega, še ena električno modra akara. Ta je precej večja. To je res kul. Sem pa tukaj videl še nekaj drugega. Nimam pojma, kaj je. Tukaj je. Poglej to, to je rak. Skrit je v kotu. To je drugi rak, ki smo ga ujeli nocoj. Imamo belega, zdaj imamo še tega. Ta je čisto navaden, ampak shranjujemo vse, kar ujamemo. Torej, dodajmo oba v hladilnik. Zajemalko sem zajel še enkrat in ko sem jo dvignil, sem opazil nekaj norega. Vidim, da se nekaj premetava. Kaj je to? O moj bog, to je veliko. Poglej to. Izkazalo se je, da je to rdeča ščuka, ena mojih najljubših rib. Tudi ta je čudovita, fantje. To je druga ščuka, ki smo jo ujeli nocoj, ampak ta je posebna. Kot lahko vidite, je res pisana. To je res super. Eden mojih najljubših ulovov nocoj. In potem so se stvari začele upočasnjevati. Nisem več lovil rib, ampak vedel sem, da jih mora biti tam še več. Zato sem ustrajal. Daj mi kaj dobrega. Poglejte to. Imamo še eno ribo. Kaj je to? To je še ena midasova ciklida. Wow, res je lepa. Še kdo? Počakaj, imamo še eno ribo tukaj. To je še ena ciklida. Moj bog. Mislim, da je to albino ciklida. Lahko vidite, da ima rdeče oči. To sta dve res kul ribi v eni mreži. Nadaljujmo. Potem sem opazil nekaj, kar je plavalo na vrhu vode. Tam je še ena žaba. Dobil sem jo. To je noro. Imamo še eno žabo. Ta izgleda drugače. Poglej to. Moj bog. Umiri se, prijatelj. Moj bog. Poslušaj ga. Pravi hvala, ker si me rešil. Ni zakaj. To je noro. Mislim, da se temu reče trsna krastača. Pravzaprav so povsod tukaj v Južni Floridi, ampak mislim, da je še nismo ujeli iz kanalizacije. Tako da je to res kul. Rešili jih bomo. Mislim, da ga bomo kar tukaj spustili in si bo našel nov dom. To je bila zagotovo največja rogaška krastača, kar sem jih kdaj videl. Ampak kmalu bomo ujeli eno skoraj 3-krat večjo. Prav, velik ulov tukaj. Daj no, težko je. Zagotovo smo nekaj ujeli. To mora biti še ena želva, kaj ne? Je še ena želva. Je samo oklep? Ne, želva je zagotovo notri. Kako si, prijatelj? Hej, kako gre? To je naša tretja živa želva, ki smo jo ujeli do zdaj. Torej bomo tega fanta dali v posodo z ostalimi želvami in nadaljevali z raziskovanjem. Poskusimo še z eno mrežo v tem kotu. Ja, zagotovo je nekaj tam notri. Ni mogoče, glej to. Tukaj je nekaj rib. Poglej si to. Dobili smo pleka in ta tip ni navaden plek. To tukaj se imenuje kraljevski plek in so veliko redkejši od navadnih. To je res super. In potem imamo tukaj še enega ciklida neke vrste. Wow, ta je lep. Izgleda kot tisti prvi, ki smo ga ujeli. Človek. Ribe so vedno bolj nore. Potem so se stvari začele odvijati. Ujel sem ogromno rib, kot sta ta iridescentni morski pes in albino ktenodantas. Ampak to, kar sem ujel naslednje, je bilo šokantno. O moj bog, Helena, vidiš to? Poglej, kako velika je ta žaba. To mora biti največja žaba, kar sem jih kdaj videl. Poskusimo jo ujeti. O moj bog, ujeli smo jo. Je to navadna krastača? O moj bog, resnično. Nisem imel pojma, da zrastajo tako velike. Poglej to stvar. To je ogabno. Hej, je kdo tukaj? O moj bog. Fuj, to je noro. To je najbolj nora stvar, ki smo jo ujeli. To tam, to mora biti trsna krastača. Mislim, da tako izgleda. Je preprosto ogromna. Imam velike roke, pa je večji od moje roke. Je pa kar kul. Je čisto miren. Ne poskuša skočiti stran ali kaj podobnega. Če mislite, da bi ga moral obdržati, všečkajte ta video. In če dobi 100 000 všečkov, ga bom obdržal. Ampak za zdaj, pojdimo naprej raziskovati. O moj bog, tam je želva. Tam je ogromna želva. Pojdi v mrežo. Ne bo šla v mrežo, fantje. To je noro. No to pomeni, da moramo res iti noter, da zagotovimo, da ujamemo vse velike ribe in velike želve. Tista stvar je bila ogromna. O moj bog, ujeli smo ribo. Kaj je to? Še nikoli nisem videl te ribe, fantje. Napišite spodaj v komentarjih, kaj je to. To je zagotovo neka vrsta somovca. Vidite lahko njegove brke, ampak ta stvar je res čudno videti. Poglejte to. Nadaljeval sem z iskanjem, vendar je bilo ribe vedno težje in težje ujeti. In zavedel sem se, da bom kmalu moral iti v kanalizacijo. Ampak za zdaj sem se odločil, da opravim še nekaj metov z mrežo, da vidim, kaj vse lahko ujamem. Definitivno imamo nekaj. Slišim to. Poglej to. Mislim, da sva ujela 2 ribi. Ja, res je. Kaj pa je to? Je to mladi bicep? Je res pravi mali dojenček. Mislim, da še nikoli nisem videl bicepsa tako majhnega. Dala sva jih v hladilno skrinjo, potem pa sem se odločil, da vržem še zadnjo mrežo v kanalizacijo. Kaj je to? Ni mogoče. Spet sva ujela mladega želvaka. Kaj pa je to? Naš tretji mladiček želvaka nocoj? Tam jih je res veliko. Je prav prikupen.
O moj bog, poglej ga. Ja, pravkar sva te rešila. No, do zdaj sva ujela želve, ribe, ogromne žabe in celo kače. Ampak zdaj tam notri opažam veliko večje živali in mislim, da jih z najino mrežo ne bova ujela. Zato sem se odločil, da spustim lestev, da se lahko splazim v kanalizacijo in upam, da ujamem preostale živali. Ampak za vsak slučaj bova kasneje v videu tukaj postavila tudi najine ribje pasti. No, fantje, pripravljen sem, da grem noter. Oblekel sem ribiške hlače, vzel sem še eno mrežo in upam, da bova uspela vse ujeti. Gremo. To je malo nevarno. Tukaj res grozno smrdi. Saj je vendar kanalizacija. V redu. Sem notri v kanalizaciji. Bilo je malo strašljivo biti tukaj notri, ampak ni trajalo dolgo, da sem nekaj ujel. O, želva je. Ujel sem še eno želvo. Človek, ti si pa res velika želva. To je verjetno največja želva, kar sem jih kdaj videl. Odnesel sem ga iz kanalizacije in potem smo ga dali v posodo skupaj z ostalimi. Poglej vse želve, ki smo jih ujeli do zdaj. In tam jih je bilo še veliko več. Torej, pojdimo nazaj noter in poskusimo ujeti še preostale. Nadaljeval sem z raziskovanjem, potem pa mi je nenadoma nekaj zadelo stopalo. Nekaj čutim, imam... Pozdravljeni. Moj bog, pravkar sem enega ujel z rokami. Človek, tukaj je veliko več želv, kot sem mislil. V redu, no, dodajmo še enega na seznam. Podal sem jih Heleni in jih je dala v posodo skupaj z ostalimi. Čeprav so vse želve, ki sva jih ujela, prijazne, bova morala biti zelo previdna, ker so tukaj tudi take, ki so zelo agresivne. Vemo zagotovo, da je tukaj notri še vsaj ena želva. To je največja. O moj bog, še 200, Helena. Ena je v mreži, potem pa je še ena. O bog. Imam ga. Ujel sem veliko mehkoščitno želvo. Se spomniš mladiča, ki sva ga ujela prej v videu? Tako izgledajo, ko odrastejo. Človek, to je noro. Prav, imamo še 2 želvi. Človek, res nimamo več veliko prostora, ampak to je edini kraj, kamor jih lahko damo. Kasneje v videu jih bomo vse odpeljali do ribnika in jih izpustili, da jim damo boljše življenje. Ampak za zdaj je to najboljše, kar lahko naredimo. Poglej tega tipa. Izgleda čudno. Pravzaprav je kar ogaben. Ti si res grda želva. Nadaljeval sem z raziskovanjem in začel loviti še kaj več kot samo želve. Prav, vzemimo kar naključno mrežo tukaj. Kaj je bilo to? Moj bog. Mislim, da smo ujeli ribo v mrežo tukaj. Ja, to je velika riba. Bila je jaguarjeva ciklida in ena največjih, kar sem jih kdaj videl. Zato smo jo dali v hladilnik in vzel sem še eno mrežo. Moj bog, ujeli smo še eno ribo. Kaj je to? Poglej tega tipa, lep je. Mislim, da je mogoče hibrid. Videti je kot vieja, pomešana s teksaško ciklido mogoče. Ampak res je lep. Dajmo ga dodati v hladilnik in bomo nadaljevali. Potem so se stvari začele odvijati. Pri vsakem zajemu sem ujel ribo. Moj bog, Helena, poglej to. Ni mogoče. Poglej to. Ujeli smo še eno ribo. Ta stvar je res ogromna. Do zdaj je bila to najbolj zanimiva riba, ki smo jo ujeli tam spodaj, a je postalo še bolj noro. Madonca. Tukaj v kotu vidim nekaj velikega, Helena. Poglejva, če ga lahko ujameva. Moj bog. Ni mogoče. To je še en velik jaguar. Ta je še večji. Mislim, da je to največji jaguar ciklid, kar sem jih kdaj ujel. Moj bog, te ribe so tukaj ogromne. Dodali smo ga v hladilnik in nadaljevali z raziskovanjem. Moj bog, nekaj čutim. Nekaj tukaj v kotu, nekaj velikega. Prepričan sem, da je tukaj še ena želva. Sem ga dobil? Moj bog. Ni šans. Kako, Helena? Poglej to stvar. Prosim, ne ugrizni me. Wow, jezen je. Izkazalo se je, da je to želva grizavka. Torej bomo morali biti previdni. Ni zadovoljen. Poglejte to, fantje. Imamo želvo grizavko. Ne ugrizni me. V redu, imam ga. Imam želvo grizavko. To je tako kul. Kaj je, prijatelj? Me boš ugriznil? Moj bog, Sika. Sika na naju. No, tam spodaj sva lovila veliko rib in želv, ampak najti želvo grizavko je bilo malo strašljivo in nekako si ne želim več iti tja dol. Torej, kar bomo naredili je, da bomo vzeli naše ribje pasti, jih nastavili s vabo in upajmo, da bo karkoli je še tam spodaj šlo vanje. Tako sva dodala želvo grizalko v posodo in potem je bil čas, da nastaviva pasti. Prav, imam 2 svoji najljubši ribji pasti in imava 2 kosa tilapije. Torej, enega bomo dali v vsako ribjo past in potem jih bomo spustili dol. Obe pasti sem vrgel v kanalizacijo in zdaj smo morali samo še čakati. In nikoli ne veš, kaj bomo ujeli. Prav, fantje, minilo je nekaj ur, odkar smo nastavili pasti in zdaj smo spet tukaj pri kanalizaciji in že sem opazil nekaj v pasti. Kača je notri. Vidiš jo? O moj bog, ujeli smo še eno kačo. Vidim tudi ribe notri.
Mislim, da jih bomo zdaj potegnili ven. Ta kača je res velika. Imamo jo. O moj bog, umiri se, umiri se. Wow, tukaj imamo veliko rib, Helena. V redu, izpraznimo past in poglejmo, kaj vse smo ujeli. V redu, moramo hitro ukrepati. Moram spraviti kačo ven od tukaj. Ojoj, v redu, ni zakaj, ker sem te rešil. Adijo. Wow, imamo velikega guramija, to je že drugi danes po noči. Imamo še eno klonsko nožarko, to je čudovito. Imamo tudi duhovno nožarko. Tukaj imamo še enega morskega psa. Poglej, kako velika je ta duhovna nožarka. Mislim, da je to največja, kar sem jih kdaj videl. Kot lahko vidiš, je bilo v pasti veliko rib, ampak morali smo pohiteti in jih vse spraviti ven. Imamo še enega od teh fantov. Enega smo ujeli že prej. Nimam pojma, kaj so. In mislim, da imamo še enega. In to je velik star biceps. To je že naš drugi. In zdaj mislim, da lahko rečem, da so to vse živali iz prve ribje pasti. In že smo ujeli toliko rib. Zdaj pa je bil čas, da vidimo, kaj smo ujeli v drugi pasti. O moj bog, Helen, ta stvar je res težka. O moj bog, poglej to. Ta past je še bolj polna kot prva. Poglej tole. Imamo še enega velikega klonskega loča. To je čudovito. Imamo nekaj res kul ciklidov. O moj bog, poglej to. Imamo albino oskarja. On je res kul. Nekako sem v tej pasti ujel več rib kot v prvi. Vključno s to ribo, ki je še nikoli nisem videl. O moj bog, kaj je to? Au, 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 grize me. Poglej, kako dolge brke ima, ampak res kul izgleda. Napišite v komentar, če veste, kaj je to. Še en midas ciklid in albino bičir. To je res kul. O moj bog, tam je ognjena jegulja. Poglej, kako velika je ta ognjena jegulja, Helen. O moj bog, je čudovita. V vedro greš. Še ena jegulja. Fantje, mislim, da je bilo v tej več rib kot v prvi. In sploh ne vem, kako je to mogoče. Poglejte to luknjo, fantje. Samo iz 2 ribolovnih pasti. Tukaj je toliko rib. To je res noro. Zdaj je bil čas, da vse ribe, vse želve in vse žabe odpeljemo v njihove nove domove. Začeli smo tako, da smo želve odnesli v bližnji ribnik. Prav, fantje. Pravkar smo vse želve odnesli v bližnji ribnik. Tukaj jih imamo postavljene v vrsto. Fantje, svobodni ste, kar pojdite. Imamo tudi tega tipa, veliko mehkoščitnico. Spustili ga bomo, hitro odhaja. In nazadnje, a nič manj pomembno, imamo še želvo močvirsko sklednico. Tudi njega bomo spustili v ta ribnik. In ne mislite, da smo pozabili na mladičke, tudi njih smo spustili. Zdaj je bil čas, da vse ribe dam v ribnike in akvarije na mojem dvorišču. Ampak sem ugotovil, da bi to trajalo predolgo, da bi vam pokazal. Če želite bolj podroben vpogled v to, kako skrbimo za vse te nore ribe, se naročite na vlog kanal Bass Fishing Productions Vlogs, ker bomo tam kmalu objavili veliko videoposnetkov. In če mislite, da naj obdržim to ogromno trsno krastačo, spodaj pritisnite všeček. Če ta video dobi, ne vem, 100 000 všečkov, ga bom obdržal za hišnega ljubljenčka. Kakorkoli že, upam, da ste uživali v videu. Če ste, pustite všeček, naročite se spodaj. Se vidimo v naslednjem videu. Lep pozdrav!